jaz sem pač vedno, se pravi, števc, rezultat, povprečna hitrost, brez tega ni šlo. Ja. In dejansko jaz sem bil ubit pol, jaz sem bil tako utrujen, da sem se komi do doma pol privlekel. Pa rabil sem pol, 2 dni za regeneracijo. Dejansko, jaz sem sebe ubijal, tako kot sem ubijal trenerji. Ampak jaz sem prišel pol z dihanjem skozi nos, se pravi, z isto hitrostjo, na vrh lanca, pol manj utrujen. Se pravi, ista hitrost s pol manjšo porabo energije. In potem sem rekel, what the fuck? Če bi športniki to vedeli, ker kaj je cilj športnika? Ja, maksimalni izkoristek, s čim manjšo porabo energije, pa čim hitrejša regeneracija do naslednjega treninga pa tekme. In ta Patrik je v knjigi napisal, da če bi športniki se naučili dihati skozi nos, se pravi, rekreativni športnik lahko popravi rezultate nekje do 20% celo, profesionalni športnik pa od 3 do 7%. Ampak a veš, kaj je to 3 do 7% od tem, ko dočijo stotinke? Ampak se pravi, to ne gre čez noč. Ker večina profesionalnih športnikov ne znajo dihati niti v fazi mirovanja. In kdor ne zna dihati v fazi mirovanja, ne zna dihati niti med treningom. Ampak tudi to je posledica, da pride do obrab, da pride do poškodb. Ker dihanje vpliva na vse procese v organizmu. In če dihanje ni tako, kot je treba, vsi procesi v telesu ne delujejo optimalno. In recimo pri športniku to pomeni konkretno, recimo, da če ti dihaš, to je pa spet filozofija dihanja, ki sem jaz pač naštudiral, dejansko se dogaja, da več kot dihaš, to je kisikov paradoks. Več kot dihaš, manj kisika pride v celice, mišice pa tkivo. Raven kontra logiki na prvo žogo. Ti dobiš več kisika v pljuča, ko dihaš. Ampak dogaja se to, da če ti dihaš preveč, iz telesa zbiješ preveč CO2. To povzroči, da se kisik v telesu, kisik v krvi, se zalepi za molekule hemoglobina, fizično se zalepi. In ga telo ne sprošča naprej. Se pravi, ta kisik, ki je v krvi prisoten, ne pride v celice, mišice in tkiva in organe.